Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes profesor Vlado Dimovski. Dr. Vlado Dimovski, živijo. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Super, zdaj preden začnemo, pa pokukamo v tvoje genialne možgane, pa v tvoje nasvete, bi te jaz predstavil našim poslušalcem. Zdaj, tvoj CV je res fenomenalen, tako da dajte nam malo časa, da ti bom res naredil čast, koliko si jo zaslužiš. Zdaj, ti si bil ekonomist, oziroma si ekonomist, si profesor, si svetovalec, bil večjim podjetjem, vladam, si večkratni državni prvak v plavanju, nekdanji minister za delo, družino in socialne zadeve, avtor številnih knjig, bil si svetovalec že več kot 30,000 študentom, v svoji bibliografiji imaš že preko oziroma skoraj 1400 enot, kar je res enormna številka. Bil si tudi dolgo časa preživel v Ameriki, bil si predsednik Plavalne zveze Slovenije, svetovalec pri Svetovni banki, kar je res izjemen dosežek. Učil si tudi v tujini, se pravi v Ameriki na Cleveland State University, bil si reprezentant, večkrat tudi državni prvak. Imaš diplomo iz ekonomije, diplomo iz filozofije, magisterij iz ekonomije in pa doktorat iz menedžmenta in financ. Imaš pa tudi več priznanj in pa nagrad, pa če se kar spustimo na par primerov. Dobil si nagrado Harvard Directory of Scholars, Beta Gamma Sigma, zelo lepo in svetovno znano priznanje. Dobil si tudi veliko nagrad za Best Paper Awards na različnih konferencah. Dobil si tudi priznanje, da si bil Distinguished Slovenian Gold Management Award, Who is Who Statesman priznanje. Potem med večjimi oziroma bolj znanimi bi pa izpostavil članstvo v Evropski akademiji znanosti in umetnosti ter nagrado Cimen za dolgoletno uspešno raziskovalno delo na področju menedžmenta in organizacije. Pa še bi lahko našteval. Zdaj, moje prvo vprašanje, tako da še enkrat hvala in velika čast nam je, da si z nami, je, kakšen je bil Vlado v gimnaziji, če nam malo poveš. Ja, hvala, Mark. Najprej se Beyond Leadershipu zahvaljujem za to izjemno povabilo. Tudi se mi zdi, da je celotna tale spletna stran oziroma portal izjemno hitro raste in ga z veseljem v bistvu tudi prebiram. Hkrati tudi hvala za to predstavitev, velik si že, tega, kar se pač v mojem življenju, vsaj v enem delu mojega življenja dogaja. Zdaj, v gimnaziji, jaz sem bil prvi gimnaziji, smo takrat rekli Bežigrad, sem bil v angleškem razredu, ki je bil večinoma ženski razred, tako da sem imel večinoma sošolke in nekaj sošolcev in od tega moram reči, da je bil to izjemen razred, ker sem naštel zadnjič, da je, mislim, da 14 ljudi iz tega razreda, ki je bil 35, 14 ljudi doktoriralo. Tako da je tudi nekaj izjemnih posameznikov je bilo v razredu, s nekaterimi seveda še danes imam zelo dobre odnose. Zdaj, svoje bi rekel, gimnazijska leta sta po mojem opredelila dva š-ja, šport in šola. In pravzaprav se vedno spomnim, kako sem zjutraj prihajal direktno z bazena v razred, še mora biti včasih z mokrimi lasmi. Mislim, da sem šele v 4. razredu imel punco, tako da sem bil zelo fokusiran, kar se tega tiče, in jaz bi sebe opredelil kot izjemno ambicioznega, in ker sem moral zelo v kratkem času, ki mi je ostal, ker smo imeli takrat 2, včasih celo 3-krat na dan treninge, tudi suhi trening, sem bil moral biti zelo učinkovit, tako da se včasih spomnim, da sem se tudi ob 4:30 zbudil, nekaj študiral, potem pa zelo pozno šel spat, tako da mi je konstantno primanjkovalo hrane in spanca. Super. Lepo pozdravljeni, spoštovani profesor, še z moje strani. Jaz sem počaščena, da sem lahko vaša sodelavka, prva tudi asistentka, zdaj pa tudi sodelavka dejansko že 23 let. Vaš akademski opus na današnji dan točno zajema 1376 del v znanstveni bazi. Od tega ste avtor več kot 100 mednarodnih izvirnih člankov. Naj pa izpostavim, da ste bili mentor tudi več kot 17 doktorantom, avtor več kot 20 monografij in učbenikov.
No, če pa pogledamo nazaj, se vaša pot v akademsko-raziskovalni svet začela že leta 1990 z odhodom na doktorski študij v ZDA, točneje na Cleveland State University. Naj izpostavim, da doktorska disertacija o organizacijskem učenju in konkurenčni prednosti, ki ste jo zagovarjali leta 1994 in je temelječa na zahtevni statistiki strukturnih modelov LISR, še danes predstavlja pionirsko delo. Vemo, da je prva znanstvena monografija o učeči se organizaciji, o organizacijskem učenju v Sloveniji bila izdana šele leta 2005, prav pod vašim avtorstvom v okviru vaše programske skupine. Nam zaupate nekaj misli o vaših začetkih, vašem študiju v ZDA, tej poti, kako je bilo to takrat leta 1990? Hvala, Sandra, za ta spet izjemen uvod v to, kar je predstavljala za mene Ameriko. Naj povem, da sem si kot enega življenjskih ciljev vedno želel imeti doktorat ameriški, da sem si želel doktorirati v Ameriki. Zame je bilo to nekaj takrat skoraj nemogočega. Lahko si predstavljate, mi smo bili takrat klasificirana kot vzhodnoevropska država, komunistična, in je bilo že pravzaprav odhod v Ameriko zelo težek. Bi pa rekel tako, da je bilo to plod nekih naključij. Moram reči, da jaz sem se takoj, ko sem magistriral, začel prijavljati na različne univerze, bolj ali manj intenzivno, in hkrati sem pa pri profesorju Mencingerju že tudi praktično začel delati slovenski doktorat iz trga dela, in ki je bil izjemno, bi rekel, ekonometrično in tako naprej usmerjen. Sem imel že tudi tezo v bistvu prijavljeno, pa se je enkrat dogodilo, da je na fakulteti nekdo potrkal na moja vrata in me je vprašal, če poznam koga, ki bi šel v Ameriko doktorirati, da ima štipendijo. In sem takoj odgovoril, ja, jaz. To se pravi, nisem izgubljal zaradi tega, ker je bilo to stalno v mojih mislih. To je bil profesor Bonuti, naj tudi povem, izjemen Slovenec, da tako rečem, ki je bil tudi profesor na ameriški Cleveland State University in je celo vrsto slovenskih študentov, da tako rečem, spravil čez lužo in jim omogočil, da so bili mesec, 3 mesece, nekateri pa, tako kot sem jaz, pa smo lahko tudi v bistvu v tem procesu doktorirali. Zdaj, vse je bilo to, se je dogajalo še takrat v Jugoslaviji. To se pravi, da sem jaz v Ameriko šel še kot jugoslovanski študent. Ko sem prišel nazaj leta 1994, ko sem doktoriral, sem bil pa že državljan Slovenije, ker sem v mestu pasov spremenil in podobno. Naj povem kot eno smešno zgodbo, ko sem šel vmes v Kanado, sem imel 3 pasoče na meji in niti nisem vedel, kjer pasoč ne uporabljam, ampak se je pač to tako dogodilo. Mislil sem, da je to malo lažje, ampak so me izločili iz vrste in šele po 4-urnem ugotavljanju, kakšne je pravzaprav državljanstvo sem. Takrat smo bili še jugoslovanskega državljanstva, so me spustili v bistvu potem v Kanado. Tako da, kar se pa samega dela v Ameriki tiče, se pa na srečo spoznal s celo vrsto profesorjev, danes tudi zelo renomirani. Eden med njimi mi je predlagal, da se ukvarjam z organizacijskim učenjem, ki je bila takrat relativno nova tema, če ne prav tako, kot si rekla, pionirska tema, katerim sem potem po nekem naključju spet prišel v stik s kreditnimi zadrugami, ki je ena pač od pomembnih elementov finančnega trga v Ameriki, in potem tudi dobil neko manjšo v bistvu štipendijo, da sem lahko pravzaprav tudi delal raziskavo na kreditnih credit unions, kreditnih skupnosti, in pač prišel tudi do nekih ugotovitev, kar se organizacijskega učenja tiče. Tako da to je na kratko. Spomnim se tudi poti v Ameriko, leta 90, 10. oktobra, ko sem z eno skupino, bi rekel, vernic iz Amerike, ki so se ravno vračale iz Medžugorja. Jaz ne vem, zakaj sem ravno na sedežu sedel med njimi. In to se pravi, da sem cel let do Amerike, do Chicaga, to je bilo moj prvo let v Ameriko, potem jih je bilo celo vrsto, sedel med njimi in skratka so mi vse navdušeno pripovedovali, kako je bilo v Medžugorju in tako naprej. To je bil nekak vrste moj vstop, ker sem bil ameriške državljanke, moj vstop v Ameriko. Skratka smo po 10 urah letenja v bistvu imeli kar neko, kako bi rekel, prijateljsko relacijo. Tako da,
tudi nazaj vem, kako sem se, ampak to pa naredil, da bi se vrnil, ne. Dragi profesor, tudi jaz sem izredno vesel, zadovoljen, da ste že v bistvu zdaj, ne moram verjeti, da že več kot 5 let moj mentor. Tudi da tako lepo sodelujemo v timu. Pa bi se jaz tudi malo vrnil na tisti čas, ko ste se vrnili vi iz Amerike, in sicer me zanima, takrat večkrat razlagate, saj nam interno, da je bilo v bistvu področje menedžmenta vodenja v Sloveniji nekako še bolj v povojih. Me zanima tako skozi leta, kakšen preboj ste se uspeli doseči na teh področjih, s kakšnimi nekimi izzivi ste se pri tem srečeval, pa v bistvu, če bi danes z vsem tem znanjem, dodatnimi izkušnjami mogoče naredil kaj drugače kot takrat. Ja, to je kar več vprašanj, a ne. Tudi jaz sem zadovoljen, no, da me takole sprašujejo moji v bistvu varovanci, a ne. Moji, zdaj ne moram več govoriti o neki lastnini moji, ampak ker ste v bistvu vsi en del svoje poti, sem zelo srečen, da ste en del svoje poti delili z mano, pa da sem jaz delil z vami. Zdaj pa, kar se tiče pa tega ameriškega povratka, je bil pa na nek način zanimiv, a ne. Lahko rečem, da sem se takrat v Ameriki pač v nekem trenutku moral odločiti, da bom ostal v Ameriki, tako kot so vsi moji kolegi pravzaprav z različnih delov sveta ostajajo v Ameriki. Sem bil tudi jaz pač postavljen po to vprašanje, a bom ostal v Ameriki, ali na nekem koledžu, ali nekje v banki, ali kakorkoli že. Pač to je bilo eno, bi rekel, najbolj pomembnih vprašanj seveda v življenju, a ne. Na katerem koncu sveta v bistvu delaš, to je bilo takrat svet, če ni bil tako globaliziran kot danes, ker mislim, da je tudi lažje, bi rekel, se prestavljati z enega konca sveta na drugi. Takrat to ni bilo, tako da sem se jaz, moram reči, po tehnem premisleku odločil, da se bom vrnil v Evropo. Se pravi, moj fokus pravzaprav ni bilo niti Jugoslavija, niti Slovenija, ampak v bistvu sem se želel vrniti v Evropo in živeti v Evropi, a ne, glede na Ameriko, a ne. Amerika je bila zelo, kako bi rekel, zelo me je privlačila, bila je v bistvu zelo v tistem življenjskem obdobju tudi, bi rekel, moja zaveznica, dobil sem štipendijo in omogočil sem si najkvalitetnejše šolanje in tako naprej. Zdaj, prihod domov je bil pa v bistvu drugačen, verjetno, kot sem si ga predstavljal, seveda. Tako kot venomer vabimo znanstvenike iz tujine, ampak ko se vrnejo iz tujine, pa ni lih tako, bi rekel, prijateljsko okolje. Zdaj, jaz na srečo sem bil že prej zaposlen na ekonomski fakulteti, tako da sem bil tudi pravzaprav sprejet kot zaposlen na ekonomski fakulteti. In seveda, ko se vrnem z enega tazga študija, kjer si se toliko naučil, toliko nekih predmetov in tako naprej, si lačen, da to v bistvu diseminiraš, a ne. Tako sem bil jaz tudi tega, tako da sem potem v začetku poskušal tudi kar nekaj teh znanj, ki sem jih pridobil v Ameriki, prenesti naprej, ampak ni bilo tako enostavno, predvsem zaradi tega, ker to področje menedžmenta je bilo v tistem momentu, sem jaz seveda moral s katedre za ekonomsko teorijo se prestaviti na katedro za menedžment. In že to je bilo deležno v bistvu vprašanje, zakaj pa na katedro za menedžment, se to pa drugorazredna, pa tretjerazredna katedra in škoda te je itd. To škoda te je, sem se tako celo življenje srečeval s tem vprašanjem, ali pa bi bilo treba drugače in podobno. Zato tukaj na tem mestu bi lahko tako, ko delam neke vrste, ko me sprašujete, neke vrste inventure, je zelo pomembno, da pač vztrajaš na neki določeni poti. Problem na področju menedžment je bilo, da so bili te koncepti, ki so bili ali zastareli, ali pa koncepti, terminologija in tako naprej, ali pa v bistvu sploh pa ni bilo nekih resnih znanstvenih raziskovalnih, znanstvenih pa raziskav z tega področja, ker je bilo seveda vezano na neko družbeno-ekonomsko okolje. Mi vemo, da smo bili pač v socializmu in tam je pač nek drugačen tudi vrednostni sistem bil kot recimo v kapitalizmu, tudi koncepti in tako naprej. Ampak jaz sem prišel ravno, to je bila pa sreča, v val, v bistvu, ko je Slovenija postala samostojna država in seveda tudi spreminjala družbeno-ekonomski sistem, kjer smo te koncepte potem predvsem v podjetjih, in to sem svetoval s velikim podjetjem, predvsem se spomnim, da besede strategija pravzaprav tudi niso poznali, ali pa zelo slabo, ker tukaj bo še vedno fokus na planiranju, ne pa na strategiji, in postopoma uvajali te koncepte.
spomnim se, da pa na znanstveno-raziskovalnem področju, da so bile pa zelo zahtevne, ne bom rekel bitke, ampak debate, kako terminološko posloveniti določene izraze, zaradi tega, ker se je ugotavljalo, da pač te anglosaksonske besede, anglosaksonski koncepti jih je treba na nek način posloveniti. To je prvo. Drugič, absolutno se ni uporabljala nobena neparametrična statistika, tako da so me celo statistike spraševali, če sploh je to točno, da uporabljamo neparametrično statistiko. Niso se, bi rekel, uporabljali te kriteriji zanesljivosti, validnosti in tako naprej, v bistvu čisto normalni koncepti, ki jih zdaj uporabljamo v raziskovalnem svetu. Tako da je bilo cela vrsta stvari, ki jih pa seveda nisem mogel sam izpeljati, zaradi tega sem zelo hitro ugotovil, da bom moral začeti kreirati time. In seveda je bila moja pozornost v bistvu usmerjena v čim prejšnje vzgajanju kadrov, ki bodo na tem področju. In moram reči, da če pogledamo, takrat nas je bilo 6 na katedri ljudi, na ekonomski fakulteti, danes je pa, mislim, da 26-27, in to je v bistvu katedra, ki je verjetno naredila največjo tranzicijo v tem časovnem obdobju. No, potem kot prva doktorantka se je pojavila potem Sandra Penger, danes seveda uspešna redna profesorica, tukaj sedeča tudi, in seveda predvsem z njo in pa seveda potem z ostalimi ljudmi smo utirali pot v bistvu tem novim konceptom. In moram reči, da danes v bistvu je cela vrsta ljudi po podjetjih, ki so deležni bili te novega vala izobrazbe, novega vala izobraževanja. In po mojem mnenju, kar sem jaz takrat v glavi, mi moramo ljudi izobraziti tako, da bojo lahko konkurirali komorkoli na svetu, na katerikoli univerzi. Daleč od tega, da bi bila naša šola takrat akreditirana, danes je 3-kratno akreditirana, in naši študentje pravzaprav lahko najdejo službo kjerkoli na svetu, se tudi javijo, ne bom našteval vseh, katerih držav se mi tudi javljajo kot študenti in tako naprej. In praktično sem lahko zadovoljen, da smo naredili neko tako tranzicijo, predvsem tudi v tem smislu nabora znanj, ki jih pač današnji ljudje, današnji menedžerji in tako naprej po svetu uporabljajo. Zato, kar si me Simon vprašal, če bi kako drugače, o tem sem veliko razmišljal. Jaz pač bi verjetno z današnjega vidika, takrat, ker se je porajala Slovenija, sem lahko več karier imel, od svetovalne do učiteljske, do politične, in sem lahko tudi med njimi na nek način se sprehajal. Danes verjetno to ne bi bilo mogoče. Jaz sem namreč že takoj leta 1995 dobil vabilo dr. Drnovška, da vstopam v vlado, kar mi je seveda zmanjšal čas, ko bi lahko v tistih 90 letih pospešeno vplival na vpeljevanje konceptov v prakso, pa tudi v znanstveno-raziskovalno sfero. Ampak mi je pa na drugi strani omogočil, da sem prežel v bistvu svoje neko znanje, pač ameriško znanje na področju menedžmenta in financ ali pa biznisa, tudi za slovensko prakso. Takrat se je pač potekala in privatizacija in v bistvu vse te spremembe, ki so pa omogočile, da je Slovenija zaživela kot neka ekonomska, politična in tudi administrativna tvorba, in tudi leta 2004 potem uspešno vstopila v Evropsko unijo in pa seveda v NATO. Tako da to sem dosti razmišljal, kako bi naredil, to, kar si me vprašal. Mislim, da bi verjetno bil v komunikacijah z ljudmi bolj strpen. Seveda, ko si mlajši, hočeš stvari hitro, hočeš jih učinkovito, hočeš jih praktično narediti rezolutno, skratka, brez nekih kompromisov, ampak v življenju sem spoznal, da je pač to verjetno preostro, da je treba v bistvu višja stopnja tolerantnosti, večja stopnja neke pozornosti v komunikaciji in tako naprej, in pa seveda neke potrpežljivosti, da se postopoma te koncepte uveljavijo. Ker čas je determinanta, ki omogoči gibanje samo po sebi, tako da ni vse odvisno samo
od energije, ki jo ti kot posameznik dovajaš, ampak seveda tudi v strukturi, informacijski bazi, informacijski strukturi, ki potem omogoča določene spremembe. Zdaj, del tega novega vala, o katerem ste govorili, sem bila tudi jaz. Tako da se vam na tem mestu prvo zahvaljujem za vaše mentorstvo, za pomoč na moji poti, za vse, kar ste naredili zame. Zdaj pa slišali smo že veliko vaših dosežkih, pa me glede na to, kaj ste že dosegli in počeli v življenju, zanima, kaj je bil za vas največji izziv glede na te vaše izkušnje oziroma nasvet za vodje in bodoče vodje, na kaj naj bodo pazljivi. Zdaj, teh izzivov oziroma teh izzivov sem imel na svoji poti več in veliko in še vedno jih imam. Zdaj, vsakega se poskušam lotiti z neko analitiko. To prvo, da nekako analiziram, pač glede na dano informacijsko bazo ali strukturo, poskušam ugotoviti, kaj se dejansko dogaja. Zdaj se še vedno spomnim svojega profesorja Vakšiča, ki je vedno rekel, bolje slaba informacija kot nikakršna. Tega sem se tudi poskušal držati. In se vsakega izziva poskušal lotiti pripravljen, kolikor je pač to bilo možno. Seveda so v življenju določeni dogodki nepredvideni, recimo danes je težko študentom povedati, da smo takrat v bistvu, jaz še zdaj sem polovico svojega življenja živel v Jugoslaviji, polovica pa v Sloveniji, tako rečem nominalno, tistih 6 let, vse skupaj, ko sem živel v Ameriki, je pač drugače, ne. Ampak v glavnem hočem povedati, da se je družbeno-ekonomski sistem temeljito spremenil. In tudi, bi rekel, vrednote ljudi so seveda neminovno, irreverzibilno so se spremenile. Mi imamo recimo iz znanstvene literature poznano, da se je, bi rekel, Slovenija, če vzamemo kot del Jugoslavije, iz, bi rekel, pretežno kolektivnih vrednot, se je to transformiralo v danes individualne vrednote. To pač vidimo na vseh korakih, tudi vidimo, da se tista področja, ki so bila včasih neka družbena, so se postopno podržavila, zdaj se pa privatizirajo, recimo kot so tudi zdravstveni sistem, deloma izobraževalni sistem in tako naprej. Pač to je trend, v katerem vidimo te transformacije in na katerem bo še ogromno nekih izzivov. Zdaj, v tem smislu izzivov bi lahko rekel, da je bil tale skok v Ameriko eden od takih izzivov, ker sem pač poskušal se, ampak seveda, ko sem kaj prišel, je bilo pa vse popolnoma drugače, in izobraževalni sistem drugačen, razmerja med študenti in učenci drugačni in podobno. In sem moral reči, da je bilo to tako kot neke vrste vsaj 3 mesece, se spomnimo, recimo prvega predavanja z področja organizacijskega obnašanja, ki ga je vodil profesor Joaš Wiener, moj tudi kasnejši mentor, sicer Izraelec, iz Tel Aviva, tudi z Univerze v Tel Aviv prišel v Ameriko. In pri tem predmetu, ko smo delali izpit, je za časa, ko smo delali izpit, nekdo vstal in rekel, ja, tisti pa prepisuje. In je bilo zame seveda šok, ker v Jugoslaviji smo pa mi si drugemu pomagali, tako rečem, tisti, ki smo bili boljši študenti, smo pomagali in manj slabšim in tako naprej. Skratka, obstajala neka solidarnost, ki smo jo pač jemali kot univerzalno vrednoto, tudi pri predmetih, tako rečem. Tako da, in potem jaz sem bil tako šokiran, se spomnim tistega, še zdaj se spomnim, to je bil eden izmed pač množice izpitov, ki sem jih moral narediti, in sem šel prav po pouku, potem sem šel k njemu in sem ga vprašal, zakaj je to naredil, ker je to v Ameriko pomeni rezolutno izločitev tega študenta tudi iz fakultete. On se pač ni smel več in tudi na to univerzo se ni smel vpisati. In je rekel, ja, veste, oziroma veš, jutri se bo on z mano znajdel na trgu dela. To je bilo zame seveda, takrat si predstavljate leta 90, oktobra leta 90, ko v Jugoslaviji pravzaprav ni bilo brezposelnosti. To se pravi, trg dela ni deloval tako kot danes z brezposelnostjo, kot s togom in podobno. Razumemo, ampak je bilo to nekaj, kar smo se mi morali še priučiti. To se pravi, delovanje trga je bilo za mene v tem
krutem smislu je bilo razvidno šele v Ameriki. To je bil en tak izziv. Drugi izziv je bil sigurno, ko sem začel funkcijo državnega sekretarja za industrijo, kjer sem pa seveda zvedel, da sem bil tako namenjen že od vsega začetka za odstrel, pa mi vse uspel obstati, kljub tem raznim prestrukturiranjem in tako naprej in celo ostačen mandat. Ampak v glavnem je bilo cela vrsta v bistvu nejasnih stvari, ki so se dogajale. Od tega, recimo, da nisem vedel, zakaj ljudje tako prevrednotijo recimo Aktivo, ker se je kasneje izkazalo, da je bila Aktiva v nekaterih podjetjih bila bistveno precenjena. In drugo je pa, da je na nek način, to žal pač moramo ugotoviti, da je bila tista struja, ki je skušala minimizirati equity, močnejša kot tista, ki smo hoteli maksimirati aktivo, kjer je seveda pomenilo, če je bil koncept zmanjševanja equity, to se pravi vrednosti podjetja, je omogočal lažjo privatizacijo in to je seveda potem pomenilo tudi zmanjšanje ali pa devaluacijo celotnega slovenskega gospodarstva. Kam je to pripeljalo, vemo, tukaj konsekvence so jasne, ampak seveda že v 90-ih letih se je to dalo pravzaprav razbrati. Moj izziv je bil, kako pravzaprav v takem okolju na nek način sobivati. Na eni strani koncepti, ki so bili moderni, maksimiranje recimo sredstev, bomo rekli, to se pravi aktive, na eni strani, na drugi strani pa minimiziranje v bistvu vrednosti podjetja, ne grejo skupaj. Jaz sem bil, če tako nazaj pogledam, zelo idealist. Zelo sem tudi še danes mislim, da pač ljudje dobro mislijo, ampak ne mislijo vedno ljudje dobro, nimajo vedno, zdravih in ta pravih, da tako rečem, vrednot. Ampak na nek način sem pol pri sebi moral sprejeti sklep, da ne bom tulil z volkovi, da torej ne bom v bistvu svojih vrednot, da bom na nek način in še danes poskušam živeti v enem takem polbalončku, da se me čim manj takih negativnih stvari prime in da poskušam v bistvu pač v tej vlogi kot sem, profesor, kakorkoli, vplivati na določeno število ljudi in na nek način jim pokazati, da je tudi dobro, če gremo med dobrim in zlom, vsake toliko časa lahko tudi zmagamo. Tako da še več je bilo takih, kot si vprašala, ampak recimo, da je to nekaj teh, ki bi jih rad povedal. Dobro, hvala. Zdaj, jaz se moram tudi tebi zahvaliti, jaz sem bil tudi deležen tvojih naukov in pa znanj o menedžmentu. Moj prvi predmet na ekonomski fakulteti je bil temelji menedžmenta. In nikoli ne bom pozabil, res, ful dobro. Zdaj, jaz bi se pa rad malo dotaknil, kako se je tvoj stil vodenja spremenil tekom tvojih različnih položajev. Od tega, da si bil svetovalec raznih vlad, do tega, da si bil svetovalec raznih uprav, da si bil predsednik Plavalne zveze Slovenije, da si bil profesor, da si mogel postaviti v bistvu management katedro. Tako da če nam lahko malo pišeš, kako se je tvoj slog vodenja spremenil. Pol bi imel pa še eno provokativno vprašanje, če nam lahko pojasniš, kaj je razlika med vodjem pa voditeljem, ker se ogromno tega pojavlja danes in bi rad, da naši poslušalci zvejo to iz prve roke osebo, ki je postavila te koncepte. Okay, kar se tega sloga vodenja tiče, zdaj tukaj ne bi šli v različne tipologije ali klasifikacije vodenja, teh ali pa sloga vodenja in tako naprej. Bom bolj opisno, raje to, da ne bom rekel, da sem bolj avtokratskega, kakorkoli bi bilo preveč naivno za ta krog poslušalcev, ki to posluša. Ampak bi rekel tako, da se mi zdi, da s časoma, sem bil pač v različnih vlogah. Kot svetovalec imaš v bistvu neko odgovornost, da si, lahko bi rekel, natančen, eksakten, ker ne sprejemaš odločitev. Recimo to se mi je dogodilo v primeru svetovanja makedonskega premierja, ko sem mu pač zaradi tega, ker se mi je zdelo njegovo ravnanje v določenih postopkih neprimerno, tudi to povedal in to je terjalo v bistvu lahko veliko poguma, zaradi tega, ker če je nekdo predsednik, je ponovadi veliko kimavcev okoli, ki pač na nek način, bi rekel po srbsko, grejo v dlaku
obdlaki, kako bi po slovensko rekli, kar pomeni, da mu pač samo kimajo. To je v bistvu, tam je potrebno nastopati z fakti, z argumenti, z neko analitiko in pač svetovati v najboljši možni meri. Takrat težko rečemo v klasičnem smislu, da gre za vodenje, ampak gre za neke vrste odnos. In vodenje za mene je odnos. Mi imamo recimo tudi v teoriji, imamo ta modeling, pa imamo v bistvu ta 1:1, kar rečemo, vodenje, tako da je vedno v vsakem primeru je vodenje nek odnos. In odnos je pravzaprav relacija med dvema ali več ljudmi, ki imajo take ali drugačne cilje, imajo take ali drugačne svoje individualne karakteristike, ampak vse to pa seveda vpliva na ta odnos in seveda v bistvu tudi, kako določen cilj lahko realiziramo. Ali gre to za podjetja, ali gre to za državo, državne institucije ali kakorkoli že. Tako da jaz bi rekel, da tako kot pri drugih stvareh s časoma, je vodenje zelo odvisno tudi od nekega okolja. To se pravi nekega konkretnega mikrookolja, ne samo makrookolja. Zato tudi zadnje čase tudi v teoriji več, če dalje bolj govorimo preko teh elementih okolja organizacije, kot pa makroelementih. Ravno zaradi tega, ker na koncu v bistvu je tudi zadovoljstvo človeka odvisno od kroga, s katerim vsakodnevno komuniciraš in te bolj vplivajo v bistvu na tvoje stanje, kot pa neko makrookolje v končni fazi. To je ena ugotovitev. To se pravi, s časoma bi rekel, da sem začel bolj detaljno spremljati obnašanje ljudi. Ker če se mi včasih zdelo, da so ljudje kot tip, da sem si takoj ustvaril mnenje o tipu človeka in potem na osnovi nekega tipizacije človeka, potem tudi svoje instrumente, relacije z njim na nek način upošteval, sem s časoma postal veliko bolj dostopen do detaljev, kar se sodelavcev tiče in tako naprej. In so se mi ti detalji zdeli čedalje bolj pomembni. Ne vem, včasih se mi ni zdelo pomembno, če me kdo rojstni dan ali pa tako naprej, ker pač tako ga imamo vsi in tako naprej, se mi ni zdelo niti zelo pomembno. Tudi moj ne v končni fazi, ampak sčasoma pa ugotoviš, da se v bistvu vse te detalji, malenkosti na nek način tvorijo neko širšo sliko. To je ena stvar. Druga stvar je pa v bistvu ta tolerantnost. Moram reči, tako kot sem že prej rekel, da sem bil v svojem življenju, sem se naučil različnih tehnik in to je bilo moja obsesija, da sem bil čim bolj učinkovit. V čim krajšem času, to bom zdaj rekel, absolutno aksiom, ki ga v ekonomiji ne uporabljamo, v čim krajšem času, čim več. To ne smemo uporabljati, to minimax načelo, ampak v glavnem sem bil s tem obseden, kako hitro brati, kako si hitro zapomnjevati, kako hitro komunicirati, kako se hitro naučiti, kako skenirati v bistvu strani in tako naprej. Skratka, to je bila moja obsesija. In sem tudi razvil precej teh tehnik, ki so mi v življenju seveda zelo, zelo koristile, ampak sčasoma sem pa ugotovil, da je čas tudi faktor. Da ne morem v nekem trenutku od 0 do 1 spremeniti vse, kar sem si zastavil, ampak da je ta časovna dimenzija pomembna in da bo, bi rekel, tudi ta časovna dimenzija prinesla določene rezultate ali spremembe. Zdaj, drugi del vprašanja pa to, o tem bi še lahko nadaljeval. Jasno. Kar se tiče pa vodje in voditelj, to pa zadnje čase opažam, da se bolj iz marketinškega smisla uporablja voditelj. Mi smo uporabljali vodja in tudi če zdaj v literaturi je leadership, leader, je vodja. Leadership je pa vodenje, angleško. In mi pravzaprav vse termine, ki jih imamo v slovenščini, to se pravi v biznisu, testiramo z angleškim izrazom. Angleški izraz za voditelj je isto, je lider. Se pravi, če bi želeli, to je pa pogojno, če bi želeli v bistvu uporabljati voditelj, voditeljstvo, potem bi ga lahko eventualno uporabljali za politične vodje. Zaradi tega, ker se je to tudi v neki vsakodnevni praksi se začel to uporabljati. Voditelji so se srečali in tako naprej in je to postalo na nek način tudi terminologija, ki jo vsakodnevno uporabljamo. Ni pa to znanstveno, da tako rečem, in po mojem mnenju vodja in voditelj sta sinonima,
ki jih pač uporabljam tako ali drugače. Jaz imam raje besedo vodja, zaradi tega, ker smo ga od vsega začetka tako uporabljali. Ampak če pa komu ljubo, pa voditelj, tako kot imamo v slovenščini je veliko takih homonimov, sinonimov, s katerimi opredeljujemo določene pojme. Tako bi bilo na kratko. Jaz bi pa voditelj rezerviral za politične voditelje. Hvala. Profesor, v vaši programski skupini, ki že več kot 10 let združuje in diseminira koncepte z področja vpliva upravljanja organizacijskega učenja, menedžmenta znanja na sodobne organizacije, ste vedno bili prvi v preboju novih konceptov in kar je zanimivo, le-te vedno diseminirali tudi v knjigi, ne le v znanstveno-raziskovalnem članku ali publikaciji, temveč je bil vedno vaš fokus tudi na knjigo oziroma znanstveno monografijo. Naj jih izpostavim le nekaj. Učeča se organizacija v letu 2005, tudi prebojna monografija Avtentično vodenje v letu 2009, potem znanstvena monografija Napredni menedžment iz leta 2013, pa tudi monografije pri tujih založbah, kot je Advanced Management in Leadership Practice iz leta 2017. Kaj vam pomeni knjiga? Občutite je, da nek fokus je na knjigi, to razmerje članek knjiga kot diseminacijska oblika in pa drugi del vprašanja, kakšni so občutki ob prejetju tako številnih nagrad za raziskovanje in pedagoški proces v mednarodnem okolju? Ja, to je precej za odgovoriti. Prvič, kar se tiče knjig, nismo tako planirali. Prvič, sem izjemno zadovoljen, da smo izjemne sodelavce. In moram reči, če je kaj v življenju mi služila srečna zvezda, je moji sodelavci. Tako da na to vedno pri sebi gledam kot en izjemno pomemben del mojega življenja. Tudi nisem nikoli mislil, da so sodelavci toliko pomembni, ker sem bil, ne bom rekel egoist, ampak bolj individualist. Sem vedno se zanašal na sebe, in tudi večino teh stvari, ki sem jih moral sam na nek način začeti ali pa potem dokončati, in sem izjemno zadovoljen, da sem bil član različnih zelo pomembnih, za mene pomembnih seveda timov. To je kot prvo. In brez tega tima, seveda, ker ste tudi vi člani, mi sigurno ne bi uspel nič od tega doseči. Tako da tim je izjemno pomemben in to je ena izmed, po mojem mnenju, ne samo z vidika komunikacije, ampak tudi z vidika neke, kako bi rekel, povezanosti, ampak tudi neke vrste varnosti, socialne varnosti, da saj veš, da nekdo ve, kaj počneš ali pa na kakšen način to počneš in podobno. Zdaj, kar se tiče teh novih konceptov, mene strašno ubija rutina, ponavljanje istih stvari. Imam kolege, ki cel življenje delajo en koncept, vrtijo ta koncept in tako naprej. Jaz moram reči, da tega ne bi mogel. In zaradi tega v različnem življenjskem obdobju pač prevladujejo različne, bi rekel, usmeritve, koncepti in tako naprej, ker me to na nek način pomlajuje in revitalizira, da tako reče, tudi mentalno. Zdaj, kar se knjig tiče, nismo tako planirali, ampak vse te knjige so na 4 leta nastajale. Očitno je to nek naravni ciklus za neko knjigo, resno, znanstveno. In kot vidimo, 2005, 2009, 2013, 2017 in tako naprej, skratka 2021 mora biti naslednja knjiga, če prav razumem, taka bi rekel konceptualna. Poleg tega pa seveda še druge, ampak te, kako bi rekel, prebojne. Zdaj, knjiga je zame strašno dragocena. Seveda vsi mi, ki smo zrasli v svetu in tako naprej, ker je bila knjiga, ker ni bilo teh elektronskih naprav, smo bili bralci. Jaz sem bil izjemno bralec. Včasih sem bil, bi rekel, ta bralni aristokrat, po 2 do 3 knjige na teden sem moral prebrati in to z različnih področji, ker se mi je zdelo, da je v bistvu to povezano z nekim mentalnim razvojem. Tako da knjiga je zame bila dolga leta center v bistvu mojega življenja, tako ali drugače. Zato tudi danes mi je seveda, ko prvič vzameš knjigo svojo, lastno, tako naprej, je to še poseben občutek. In tukaj, da je nekaj
pač živimo v nekem materialnem svetu, kjer duh na nek način pridobi, ta duh znanja pridobi obliko knjige. To se pravi nek materialni, kot da se je nekaj rodil in veš, da je cela vrsta dimenzij, detaljev in tako naprej ukorporiranih v to knjigo, upajoč seveda, da bo tudi kdo to knjigo prebral in da bo na nek način vsaj kdaj se na to knjigo tudi spomnil ali pa da bomo pomagala v življenju morebiti rešiti kakšen problem ali pa ga tudi na nek način usmeriti v neko določeno pot. Skratka, knjiga je, se mi zdi, neka centralna, no vedno centralna. Je pa knjige še vedno potrebno pisati, ne glede na to, da nas od RRS-ja pa vsi silijo, da pišemo samo znanstvene, raziskovalne in druge članke z nekimi impaktni faktorji. Zato, ker ko bo knjiga usahnila, bo usahnila tudi terminologija, bo usahnila tudi v bistvu jezik, in mi moramo pač te, ki delamo v teh, lahko bi rekli, ustanovah, kjer formiramo tako imenovane centre znanja, da smo izjemno pozorni tudi na jezik, zaradi tega, ker enostavno, če bomo mi nehali prevajati te koncepte, recimo v našem primeru iz angleščine, bo jezik na tem segmentu zelo hitro ugasnil. In to ni stvar, jaz vedno vprašam na teh kolegijih, na fakulteti, a mislimo mi Mostat, Slovenska univerza, slovenska ustanova in tudi govoriti slovensko in pisati slovensko. Zato, ker ni pač glede na to, kako se je v zadnjem obdobju proces globalizacije tako naprej usmeril, članke pravzaprav pišemo samo še v angleščini, medtem ko bi pa želel, da vsake toliko časa izdamo neko knjigo, ki bi bila v slovenščini, čeprav to zadnjo smo že v bistvu izdali v angleščini. Tako da pač to je neka realnost sveta. Jaz bi se dotaknil tega, da ste bil v vlogi mentorja ogromnemu številu dodiplomskih, podiplomskih študentov, tudi lepemu številu doktorandov. Vem, da imate tudi sami kar lepe spomine na svoje mentorje, v kakšnih anekdotah ali kaj podobnega. Pa me zanima vaš pogled v bistvu za neko osebo, kako pomembna je lahko vloga mentorja na njegovi poti pri njegovem napredku. Jaz v bistvu bom deloval staromoden, ampak meni se zdi mentor ena najpomembnejših oseb v življenju. Tudi sam poskušam tako delovati, tistim, ki sem mentor, pristopam, mora biti včasih delujem, kot da sem nezainteresiran za določeno stvar, ampak to zaradi tega, ker moj cilj pri mentoriranju je, da posamezniku poskušam prenesti pravzaprav vse, kar z tega področja poznam, pa ne samo strokovno, ampak tudi v smislu vrednot. Tudi v smislu tega, kako jaz gledam na določeno stvar. Skratka, ta vloga mentorstva se mi zdi ena centralnih vlog v mojem življenju. Se mi zdi to najpomembnejše in ta odnos mentoriranja je ena najbolj zahtevnih relacij, zaradi tega, ker jaz pri tem čutim veliko odgovornost, zaradi tega, ker tudi jaz, ko gledam svoje mentorje, sem imel recimo kot mentorje profesorja Horvata, ki je bil edini z tega področja, ki je bil kdaj predlagan za Nobelovo nagrado, pa sem pri njemu 2 leti študiral v Zagrebu, to ni nikjer napisano, recimo, ampak me je naučil nekega konsekventnega strukturalnega razmišljanja. Potem seveda profesor Mencinger, s katerim sem sodeloval nekaj časa in ki ni bil najbolj zadovoljen, da sem šel biznis študirati, ker po njegovem bi moral študirati ekonomijo. Potem profesorja Frankoviča, ki je bil moj mentor na fakulteti, pa seveda profesorja Joaša Vinarja, ki je bil moj mentor za ameriški doktorat. In vse te osebe so pustile globoko sled v mojem življenju. Če bi rekel, kaj so te osebe bile? Prvi so bile izjemno načitane, izjemno uspešne na svojem strokovnem področju, ampak vsi so bili pa neverjetno dostopni, ko bi rekel človeški, to se pravi, nikoli niso vihali nosu, vedno so bili pripravljeni v bistvu mi pomagati z razlago, ker ti v bistvu od mentorja pravzaprav rabiš v razlago, ker stopaš nek določen prostor, ali strokovni, ali družbeni, ali kako v bistvu, da ti nekdo pove, kako pa so relacije, v katere ti vstopaš. In tudi jaz kot mentor poskušam ljudem reči, razmerja med temi institucijami so taki, razmerja med temi koncepti so taki, razmerja med temi ljudmi
so take, zaradi tega, ker pravzaprav tisti, ki vstopa v ta prostor, tega ne pozna. Tako da odgovorim na to vprašanje še enkrat, vloga mentorja se mi zdi izjemno pomembna, ker je to pravzaprav življenjska vloga. Ker ti imaš recimo v življenju največkrat samo enkrat diplomiraš, samo enkrat magistriraš, samo enkrat doktoriraš, nekateri večkrat, če imajo srečo, ampak v glavnem je to nekaj tako unikatnega, da se seveda to zapomniš za celotno svoje življenje. Super, najlepša hvala za ta zanimiv odgovor. Zdaj pa, če gremo na drugo stran, na študente. Kaj bi bil pa vaš nasvet študentom, bodočim menedžerjem, vodjem, recimo tekom študija in potem mogoče kasneje? Ja, jaz bi takole, to seveda lahko bi rekel dosti zahtevno, dosti zahtevno, zaradi tega, ker je poznano, še vedno predavam v prvem letniku, zaradi tega, ker želim takoj na začetku ugotoviti, kakšna je energija novih generacij. Tudi ta, kako bi rekel, nezavedna, ta, ki prihaja ne samo verbalno, ampak tudi sicer njihov način obnašanja, njihov način govorjenja in podobno. Skratka, to mi je vedno interesantno. Zaradi tega je treba tudi seveda se tem generacijam prilagajati v smislu komunikacije, v smislu poudarjanja določenih konceptov in podobno. Zdaj, moj nasvet študentom, tako kot ga zdaj vidim, ta leta, ki študiraš, to je najboljša investicija življenjska. In če sam pogledam za nazaj, sem še premalo, bi rekel, časa posvetil, bi rekel, akumulaciji nekega znanja. To je obdobje akumulacije znanja, izkušenj in podobno, na katerih temeljiš celo življenje. Že res, da se zadnje čase ta koncept vseživljenjskega učenja prebija. In vsi vemo, da pač zaradi različnih tehnoloških, komunikacijskih in drugih orodij moramo stalno prilagajati, da je pa to obdobje, kjer pa se formira na nek način tudi način sprejemanja odločitev, način uveljavljanja svojih idej, način uveljavljanja, bi rekel, svojega stila in tako naprej. V vsakem primeru se mi zdi za študente pomembno, da izkoristijo ta čas, da akumulirajo čim večjo količino znanja. Tudi če takrat ne izgleda tako, jaz če pogledam nazaj, zdaj že kar nekaj let od tega, pa se še zdaj spomnim in določenih profesorjev, in določenih predmetov, in določenih konceptov, ki morebiti takrat, ko sem jih absorbiral, so se mi zdeli tako, bi rekel, ne tako glih navdihujoči in navdušujoči, ampak kasneje se je pa izkazalo, da so imeli v nekih določenih življenjskih okoliščinah pa izjemno pojasnjevalno vlogo in sem se lahko velikokrat potem tudi na njih oslonil. Super, hvala. Temu se še malo dotakniti šolstva, ki je bil tudi eden od segmentov poučenja, ki je bil v teku pandemije oziroma je še danes se zelo transformiral. Pa mene malo zanima, kakšno je tvoje mnenje oziroma kako ste se vi zdaj prilagajali tekom te pandemije, pa kakšno je tvoje mnenje na prihodnost šolstva, kako bo v bistvu to digitalizirano, kako bomo imeli kaj online predavanja, če nam malo opišeš tvoj pogled. Več dimenzij, seveda smo vsi v tem obdobju se morali prilagoditi in o tem veliko razmišljali. Zame je bil prvo predavanje online, Zoom, ki sem ga imel za eno tujo univerzo, je bil strašno naporen, ker jaz blazno uživam, če sem z ljudmi in študenti. To je bilo pa tako, kot da imaš na radiu intervju, skratka nobenega odziva. In tudi študenti v bistvu se zakrijejo in samo poslušajo in tako naprej, včasih dajo kakšen feedback, ampak v glavnem ne. To je bilo prvi in je tiste 3 dneve doktorskega študija bilo zame izjemno zahtevno, moram reči. Kasneje smo se vsi malo prilagodili, tudi videli, kakšne so prednosti in slabosti tega. Skratka, prednost je, ki je hkrati tudi slabost, da si doma skozi, ampak je to tudi ne prednost.
slabost. Ne. Prišlo je do zelo hitrega skoka v smislu digitalizacije, to smo vsi ugotovili, ne, in to bo zdaj postal del, to se pravi, ti boš praktično se bo zmanjšalo število nekih srečanj v tujini, doma in tako naprej, zaradi tega, ker bomo določene sestanke vse zoomirali, digitalizirali, kakorkoli. To je prineslo nova orodja, ne, za Zoom noben predtem ni slišal, za MS Teams nismo slišali in tako naprej, ampak smo se vsi zelo hitro prilagodili. Zdaj, po mojem mnenju, ne, so smeri naslednje. Po eni strani je, ko imamo tak način izobraževanja, so institucije postale skoraj odveč. To se pravi, da bo zelo veliko dela potrebno institucijam, kot naprimer univerzi, fakulteta, da bojo ohranile neko svojo vlogo. Ali bojo to postali znanstveni centri ali pa centri znanja, je čisto odvisno od fakultet, ampak dobesedno so institucije, bojo tukaj najbolj na udaru. Ne govorim samo o izobraževalnih institucijah, ampak jaz si ne vprašal ravno o teh izobraževalnih institucijah, govorimo zdaj o izobraževalnih institucijah. Tako da tukaj bo zdaj sigurno pospešeno potrebno iskati novo vlogo teh institucij. To je ena stvar. Druga stvar je, da se bojim, da bodo svetovne špice univerz poskušale monopolizirati prostor, svetovni prostor. Ker zdaj, če je vse online, ne, lahko z katerega koli sveta, ni treba, da greš na Stanford, ne, na Oxford in tako naprej, ampak to lahko v bistvu in verjetno bo nastalo to dualno šolanje, eno za elite, ki bojo še vedno se srečevale v zelo majhnih, elitnih in tako naprej, bom rekel, programih, kjer ne bo online, kjer bo seveda, ker vsi zdaj tudi ugotavljamo, da ima srečanje učitelj, učenec in tako naprej, ima seveda zelo pomembno vlogo, to sem že tudi prej parkrat povedal. Drugo bo pa online za degree, kjer bo pa v bistvu korporacije želele čim hitreje priti do svojih ljudi in zdaj si pač moral čakati mi imamo šolsko leto od oktobra do maja, ker narediš en letnik, zdaj boš lahko v tem času naredil verjetno lahko 4 letnike ali pa lahko še celo hitreje, zaradi tega, ker boš samo sešteval v bistvu kredite. Seveda se bo institucije temu upirale, ampak jaz mislim, da je to ena od smeri, kjer bo slej ko prej prišlo. En Harvard, ki ima 30 milijard endowmenta, si lahko praktično prvoč marsikaj, manjše šole iz manjših sredin, ne, recimo tudi držav, kot je Slovenija, bodo pa seveda tukaj lahko da potegnile kratko. Ne vem, ampak mislim, da je to, ko sem se pogovarjal, ne, z mnogimi moji kolegi, ne, ko govorijo o tako imenovanem koncu šolstva, koncu univerze in tako naprej, so te stvari temeljito preštudirali in mislim, da bo tukaj vloga korporacij se zelo povečala in bodo seveda zelo pospeševali izobraževanje za njih, torej za interese korporacij. Zdaj, tukaj mi ni potrebno še tretji element te dehumanizacije, ki je to nujno prinaša, ampak mislim, da glede na to, da je izobraževalni sistem, poleg še nekaterih drugih sistemov in centralnih sistemov družbe, da bo tukaj potreben resen razmislek, še posebej v državah, kot je recimo Slovenija, manjših državah, kjer smo, bi rekel, tudi na prepihu različnih kultur in podobno. Tako da to je nekaj elementov, bi rekel, ali pa nekaj razmislekov, ki jih bomo morali seveda temeljito predelati, ne. Bojim se pa, da ni v tem trenutku takega zavedanja, družbenega zavedanja, da je to zelo kritično, ključno in da bo čim prej treba narediti pa imeti odgovore na take izzive. Hvala. Profesor, tudi tako, ko vas zdaj poslušamo, je zaznati, da res srcem predavate, ker poslušali bi vas, zaznati je, da področje, ki ga raziskujete kot znanstvenik, akademik, tudi živite. Predvsem fokus na delitev znanja, povezovanje ljudi in pa fokus na vedno znov razvoj novih projektov. V tujini ste preživeli tudi po več 200 dni na leto, tudi v času kot minister, kot svetovalec. To je ta, bom rekla, tisti res vidik, kako ste živeli, dejansko je to zelo težko.
že kot za vrhunskega športnika, pa so za vas dejali in potem tudi kot profesorja, gospodarstvenika, bodite pozorni, on se vedno dotakne roba. Nam zaupate, kaj ta metafora pomeni in kako ste zmogli to pot? Morda nam zaupate, katera je vaša največja osebna prednost? Bodite pozorni in tako naprej. To je predsednik Kučan predsedniku Drnovšku povedal, ko se formira nova vlada, to je bilo leta 2000, predsednik vlade predstavi svojo ekipo tudi predsedniku države in da se s predsednikom Kučanom že prej poznala in je pač to namignil dr. Drnovšku, bodi pozoren, Janez, tale se dotakne roba. Ne. Mislim, da je s tem mislil, da pravzaprav zastavljeno poskušam realizirati. Ne. In kar se je tudi pokazalo, potem kot minister, da smo bili še tista vlada posebej izpostavljena, ne, od 2000 do 2004, ko je bil vstop v Evropsko unijo, tisti vladi se je tudi reklo programska vlada, zaradi tega, ker smo morali izpolniti vse zahteve Evropske unije, da smo leta 2004 s 1. majem vstopili v Evropsko unijo in je seveda to pomenil en velik prelomni dogodek v celotni slovenski zgodovini. Zdaj, kar se tiče tega raziskovanja, ne, jaz moram reči, da tako, če vzamem sebe, je moj božji poklic biti učitelj. Skratka, predvsem diseminacija znanja, to mi je vedno bilo najbližje. Seveda pa modern tip učitelja ne more dobivati znanja samo iz knjig, samo po prebiranju, ampak mora to tudi živeti. Zaradi tega sem bil tudi v mnogih gospodarskih in drugih projektih, kjer je to za mene sicer pomenilo velika tudi poslovno priložnost, nekatere sem izkoristil, nekatere ne, ampak vedno je pa bil neka izkušnja. Vedno je bilo neko pridobivanje znanja, tudi če projekt ni bil uspešen, sem pridobil neka določena znanja, ki sem ga pa lahko delil naprej, ker se mi zdi, da tisti profesori biznisa, ki vsaj malo ne delajo biznisa, potem zelo težko tudi razumejo ne to, kako biznis poteka, to se pravi logiko, ampak strast, posvečenost, adrenalin, tveganje, ne bo mi rad ali mi bo neprespane noči in tako naprej. Skratka, vse tisto, kar gre v biznisu. Če nekdo jemlje biznis kot neka model, je to po mojem mnenju premalo. Zaradi tega, ker potem ne razume vseh odtenkov biznisa, zakaj ne razume tudi, zakaj so šlo do določenih odločitev in podobno. Tako da to je nekako vodilo, bilo vedno, da poskušam iz nekih situacij se nekaj naučiti. Zaradi tega, tako kot sem rekel, moj življenjski poklic je v bistvu biti učitelj, vse ostalo je pa temu posvečeno ali pa na nek način podpira nek ta življenjski poklic. Zdaj še več je teh vprašanj, ki ne vem, če znam čisto na vse odgovoriti. Kar se tega tiče, kako se zmogel to pot, mislim, da je to pač odvisno od vsakega posameznika. Jaz ne mislim, da sem nekaj posebenega ali kakorkoli, ampak sem poskušal slediti neki svoji določeni poti, da en določen del življenja akumuliraš več, nek določen bolj diseminiraš več, nek določen del življenja in tako naprej. Zato tudi, ko se mi pogovarjamo, ko se govorim s sodelavci, vedno rečem, ne ocenjevati ljudi iz tega pozicije, kot je danes. Zaradi tega danes recimo vidim mnogi moji sodelavci, tam pa toliko in toliko objavljeno, pa ima toliko točk in tako naprej. Jaz se spomnim, da pač v mojem obdobju, ko sem jaz začel, to ni bilo niti pomembno. Zaradi tega to težko nazaj ocenjevati, kaj je v tistem trenutku bilo ali pa kakšna je bila neko okolje in je treba biti do tega strpen in toleranten. Zdaj, v vsakem primeru, kot največjo prednost, ne vem, kaj bi rekel, to je zelo težko reči, ampak po mojem mnenju je, da sem vsakič poskušal oceniti, kaj je v določenem projektu bilo narobe. Vedno sem poskušal ugotoviti, kaj je bilo to tako, včasih mi ni dal spati kar več časa, zakaj in tako naprej, ampak vedno znova sem pa sebi moral reči, kar sem prej rekel, da pač v tistem momentu verjetno drugače gledalo kot za nazaj. In je potem
s časoma naj bi se oblikoval neka, ne bom rekel intuicija, ampak nek določen občutek, ne, ki je včasih veliko bolj pomemben kot vse spreadsheeti, kot vse, analitika, čeprav je analitiko vedno potreben narediti, ampak na koncu je, nek notranji občutek, se mi zdi tisti, ki potem ti reče, tole v to smer je pa ne in tako naprej. In mislim, da bi bila to lahko trenutno največja prednost. Se pa te prednosti, po mojem, če življenju ne moremo reči enkrat za vselej, da je to nekaj božjega, ampak da se te v bistvu spreminjajo preko leta. Super, hvala. Jaz si bom sposodil eno vprašanje od Marka iz prejšnjih podcastov. Vi, profesor, me lahko popravite, če mislite, da se motim, ampak jaz mislim, da ste v vseh svojih letih na faksu bil inovativen, tako v smislu predavanj, pridobivanja projektov, raziskovanja, povezovanja s prakso. Pa me zanima, kako težko je biti v bistvu inovativen v okolju, kakor je pač vendarle nek javni sektor, v katerem deluje tudi fakulteta, pa po drugi strani, kako pomembno se vam pa vsem zdi, da so tudi take organizacije pa posamezniki v njej inovativni. Ja, to bi najlažje odgovoril z yin pa yang, z neko kitajsko filozofijo, ki jo tudi sam v bistvu zelo sledim že zelo dolgo, tako da kot najljubšo knjigo imam eno tako iz taoizma. Zdaj, biti inovativen v vsakodnevnem okolju je zelo neprijetno za okolico. Ali pa ne zelo, ampak vsaj zaradi tega, ker v bistvu je vedno potrebno, pa iščeš nek nov način reševanja problemov. Ljudje so pa posebej institucije, vključno s fakultetami, so pa zelo nagnjeni k rutini in k rutinizaciji in tako naprej. Rutinizacija pa pomeni seveda zmanjševanje kreativnosti. In zdaj ta neka inovativnost ali kreativnost, da ne bomo šli v distinkcijo teh pojmov, pa so razlike, bi rekel, da je vedno iskanje nekih izzivov. Vsaj pri meni je bilo to. Je bila na nek način, jaz res ne maram rutin. Res, ne. To se pravi, želim vedno pogledati tudi nekaj, kar vsak dan delam, kako bi drugače naredil. Zaradi tega, ker mi je to nek način iskanja, po eni strani optimizacija nekega postopka, po drugi strani pa iskanje nečesa, kar danes rečejo Američani point of view, POV, skratka, s katerega kota določeno stvar gledaš. Zdaj, tak način seveda me je tudi, ne velikrat, ampak me je pripeljal v situacije, bom rekel, konfliktov, ampak napetosti, tudi sodelavci in tako naprej. Mislim, znal tega dobro skomunicirati, morebiti je bilo to prehitro, morebiti je bilo to v neki situaciji preveč vizionarsko ali kakorkoli, ampak sčasoma v bistvu je pa tako, da velikokrat se sliši od starejših svojih profesorjev, Vlado, bodi to, kar si, Skratka, ne vem, zakaj bi se umikal, ampak morebiti je bilo velikokrat tudi ko smo pisali prve knjige, pa prve članke, se Sandra spomnim in tako naprej, je bilo, kaj pa je zdaj to, kako pa je zdaj to, se to pa ni primerno, to pa ni potrebno, kaj pa ti je to tega treba in podobno. Ampak v vsakem primeru je sledenje neki notranji uri, neki notranji viziji, po moje tisto, kar te naredi v bistvu bolj, ne bom rekel samozavestnega, ampak bolj svojega, bolj avtentičnega, bolj tistega, ki se vedno vprašaš na koncu, sem, nisem, ampak v vsakem primeru avtentičnost te pa s časom, to lahko danes rečem, te pomirja, zaradi tega, ker veš, da si delal to, kar je v tebi. Tako da cena tega je pa verjetno tudi izločenost iz procesov ali konflikti ali nestrpnost, ampak ne vem, mislim, da je to nižja cena, kakor da nisi to, kar nisi. Kakor da si to, kar nisi. Da ne bo dvojno zanikanje. Zdaj, meni je ekonomska fakulteta, moram se zahvaliti, omogočila odhod v tujino, v Ameriko, kjer sem preživel 4 leta. Ti si bil tam še dalj časa. Zdaj, veliko se tudi govori o novi generaciji, zdaj, ki prihaja, ki bo imela ta globalni pogled, ki bo v bistvu zelo
še naprej diktiral pa inoviral svet. Pa me zanima, koliko je po tvojem mnenju danes za nekega mladega ali pa tudi za izkušeno vodjo pomembno, da ima ta globalni pogled, da se v bistvu ne fokusira samo lokalno, globalno in koliko ti v bistvu tujina pripomore k temu? Jaz mislim, da je zdaj definicija tujine drugačna, kot je bila včasih. Zdaj, kaj pa je tujina? Mislim, tukaj že skoraj polovico izrazov, ki jih vsakodnevno uporabljamo, je skoraj angleškega izvora. Tako da v bistvu smo slovenščino tudi zelo amerikanizirali. Praktično programe, ki jih gledamo, aplikacije, ki jih imamo, so vse angleške in tako naprej. In če pogledate na mobilni telefon, rekel študenta iz Slovenije ali pa študenta Italije ali pa študenta Avstralije, ima skoraj iste ape. To se pravi, v tem smislu je tujina nekaj drugega, kar je. Ne vem, če sploh lahko uporabljamo tujina. Tujina je lahko samo kot nek geografski prostor, mora biti, ampak tujina v smislu tega socialnega, ekonomskega, duhovnega in tako naprej se je pa zelo spremenila. In ta proces globalizacije je do letošnjega leta zelo skokovito napredoval. In pravzaprav na koncu skoraj ni bilo več, ne bi bilo skoraj več, ali pa bi bilo skoraj da vse, kje na svetu fizično živiš, zaradi tega, ker povsod po svetu so enake rutine življenja. Ker mi, tako kot bi forenziki rekli, če te 14 dni spremlja, tretji teden bom s 85% verjetnostjo vedel, kje boš na določen datum v določeni uri. Določen dan, določeni uri. Kar pomeni, da živimo v nekih protokolih, da živimo, pa nočem reči besede matrica, ker je imela že toliko interpretacij, ampak lahko da tudi to. Zato je, in to je bilo do letos. Letošnje leto pa jaz mislim, da ni prelomno samo zaradi tega covida, ampak da je prelomno tudi zaradi tega, ker se je začela stopnja deglobalizacije. Ustvarjeno si, razmere med Kitajsko in Ameriko sta zdaj zaprta prostora. Evropa, izločila se je Anglija, Velika Britanija. Skratka, mislim, da je prišlo do nekaj, ali bo tudi novi Commonwealth, ali se bo rekonstruiral Commonwealth, ali bo nekaj drugega postalo, ampak očitno, da bo prišlo do nekih drugih razmerij. Ker ta način, kot smo ga zdaj, ta nova resničnost, ni to samo nekaj, kar bo odšlo, kar je prišlo in odšlo, ampak bo pri nas tudi ostalo. Skratka, bo kar nekaj časa na postaji, kot se reče, tukaj. V tem smislu, zdaj te nove generacije, po mojem, bo prišlo do precej visoke stopnje konfuzije. Mi smo bili namreč v zadnjih letih, so se praktično vse meje odprle. Vse meje odprle. Ni bilo, tudi po cen poleti si klical in si naslednji dan že bil na neki določeni drugem delu zemlje. To zdaj ni več planeta. To zdaj ni več možno. Zdaj moraš videti, kjer je, po stopnji rdeč, rumen in tako naprej. Na kakšen način boš do tega prišel, do Kitajske ni več sploh možno priti, itd. Skratka, mislim, da bomo morali majčkeno počakati še, da bomo sploh lahko dali neke ocene in mislim, da bo pri teh generacijah, ki so bile v tem procesu globalizacije, ki je zdelo vse odprto, bo prišlo do precejšnje konfuzije. Vsaj jaz tako mislim. Mi, ki smo navajeni, recimo, bili nekaj zaprtega prostora, še v Italijo nismo mogli brez depozitov in tako naprej, smo to, realno zaprtega prostora doživeli. Potem, ko mlade generacije, po 90. pa tega niso bile deležne oziroma so bile deležne čedalje večjega odpiranja. Za mene je bilo neverjetno, da praktično prej, ko smo v Jugoslaviji, smo šli lahko do Skopja brez meja, zdaj imaš pa slovensko-hrvaška, hrvaško-srpska, srpsko-makedonska meja in posod čakaš. Posod je druga valuta. Medtem ko na Madžarsko, pa tam, ki včasih ni bilo, pridemo pa smo prišli brez problemov. Se pravi, da je ta prostor, globalni prostor, ki ga oblikujejo predvsem tudi te nove vrednote, ker če rečemo, recimo, kjerkoli mi predavamo, so študenti isti, podobni. Podobno nosijo torbe, če jih sploh še imajo, podobno se oblačijo, podobno nek vrednostni sistem in tako naprej. Bomo morali še, po mojem, počakati, da vidimo, v katero smer bo vsi ti procesi šli. Jaz tukaj postavljam zdaj eno tezo, ki jo še nisem slišal, ampak je tudi malo rezultat
strateškega foruma na Bledu ta teden v ponedeljek, ko sem poslušal voditelje, tako rečem, oziroma vodje ali voditelje vlad, držav in pa zunanje ministre, ker so zelo prvič, da sem videl, da so voditelji ali sploh ti politiki srednjih in vzhodnih evropskih držav delovali tako samozavestno. Ponovadi je bilo vedno neka mera ponižnosti do zapada, ampak tukaj so pa prišli z večinoma s tezo, da je največji problem Evrope ravno zapadna Evropa. Če pogledamo recimo, kje so nastale zdaj problemi, so dejansko zahodna Evropa. In vidim, da je povečana stopnja, ali gre tukaj za višegrajsko skupino plus še nekaj drugega. In vidim, da se centralna in srednja Evropa bo lahko postajala neka centralna, če jo pogojno imenujemo neka regija, lahko da bo to samo politična regija, lahko da bo celo inovacijska regija, tako naprej, ampak očitno čutimo, da je zdaj prišlo do restrukturacije tega prostora, namreč izhod Velike Britanije ni tako nedolžen za Evropo, predvsem, ker ne vemo, kako bo ali se bo bolj rekonstruiral, da tako rečem, Commonwealth svet, ali pa bo prišlo ali bo šlo pa v neko drugo smer. Skratka, da ne bom predolg, v bistvu ne bom pretirano monopoliziral tega časa, bi rekel, da so to procesi, ki bomo morali resno preučevati. Jaz v tem trenutku nimam dokončnega odgovora, ker mislim, da se je svet toliko spremenil, da bomo za dokončanje nekih procesov, ali pa saj, bom rekel tako, za identifikacijo določenih procesov, morali sploh ugotoviti, kateri smer in kdo so v bistvu glavni nosilci. Jaz bi se navezala na vprašanje Simona o inovativnosti in to tudi podprla z lastno izkušnjo, kot vaša asistentka nekoč dejansko, kako ste že leta 2003, ko sem takrat prišla iz Amerike z idejo o avtentičnem vodenju kot mentor, podprli to idejo. Takrat je bila to zelo nova ideja, o pozitivnem psihološkem kapitalu, pozitivnem organizacijskem vedenju. Pa vidimo, jaz se bi vam zahvalila, že takrat ste takoj verjeli, verjamete v nas, pa takrat v kandidate, to je res vaša posebna vrednota, moč in gledajte, danes ne toliko let kasneje je avtentično vodenje zlati standard vodenja v svetu, glede na ugledne objave Harvard univerze in pa moramo povedati tudi na našem oddelku, pod vašim mentorstvom dejansko imamo zakladnico magistrov, ki nas danes poslušajo, diplomantov več kot 500 z področja najnaprednejših tem z področja vodenja, zlasti avtentičnega vodenja. In to je prav zato, ker to inovativnost res podpirate in že toliko let naprej. Tako da res moram zaključiti Simonovo vprašanje, res to inovativnost tudi podpirate in nam opolnomočite kandidate. Moje vprašanje zdaj bi se pa navezala na ožji sodelavci, vemo, da večkrat izpostavite tako imenovani vidik strukturizacije. Torej pravite, da je strukturizacija ključen dejavnik, ki mu osebno pripisujete velik pomen za uspeh, tako na ravni posameznika, tima kot organizacije. Torej naj gre za osebni učni uspeh študenta, vodje ali pa direktorja v praksi. Lahko našim poslušalcem pojasnite ta vidik strukturizacije, kaj to je? Ta pojem strukturacije ali strukturalizacije, kakorkoli ga že uporabljamo, ga jaz uporabljam zelo kot neko holding besedo, bom tako rekel, ki naj mi pomeni predvsem oblikovanje procesov ali pa neke strukture za izvedbo neke ideje, strategije in tako naprej. Skratka, za mene je ta organizacijski ali pa strukturni vidik pomemben, ker sicer vizija, strategija ostane samo kot neka ideja ali pa neka želja, bom rekel, na osebnem nivoju. Zaradi tega mora posameznik vedno reči, posameznik, ne samo posameznik, ampak posameznik, grupa in tako naprej, če želi nekaj doseči, kako bo to dosegla. Zato, bi rekel, kot odgovor na to, kako je potrebna neka strukturacija. Velikokrat vidimo, recimo, da menedžerji, to je, bi rekel, eno izmed sporočil menedžerjev, ne vedo, katere instrumente imajo v rokah.
in s katerimi instrumenti delujejo do posameznikov v skupini, do posameznikov v podjetji. Skratka, s čim bodo nekaj dosegli. Zato tudi se mi zdi, da se bi morala paradigma menedžmenta spremeniti od te tako imenovane procesne, ko govorimo o planiranju, organiziranju, vodenju in kontroliranju, veliko bolj postaviti v center menedžerja in z njegovimi ali pa njihovimi konkretnimi instrumenti, s katerimi potem vpliva na objekte, bomo rekli. Ali je to dogodek, ali je to posameznik, ali je to proces. Skratka, zato mi je ta strukturacija pomembna. Kako bomo nekaj dosegli, če smem na kratek način povedati, ne? Deva se malo še fokusirati na tvojo kariero, pa bomo šli pa še na osebno vprašanje. Kaj bi pa rekel, da je bil tvoj največji uspeh? Na kaj si najbolj ponosen? Zdaj, da ne bom v bistvu govoril nasploh, jaz bi rekel, da sigurno doktorat, a ne? Predvsem pa bi rekel izpeljava moje ideje, da je vsak tvoj doktorant boljši od predhodnega, no, ali pa da je boljši od učitelja, ne. Se mi zdi, da je to na nek način kot neka filozofija, a ne, mentorstva, tudi uspel, zato tudi vsi moji sodelavci vejo, da mora biti naslednji doktorat boljši od predhodnega in vsekakor pa v tem smislu je od vseh mojih doktorantov, a ne, je moj najslabši. Tako da v tem smislu ne bom rekel, da je to tak enkratni dosežek, zaradi tega, ker velikokrat izpostavljamo, ne vem, jaz bi se lahko tudi kakšne medalje spomnil, ne, kot športnik, ampak se mi zdi, no, da živeti od nekega dogodka je bolj spomin, a ne, da je pa v bistvu, ne glede na to, kakšne rezultate športnika kdorkoli doseže, živi naprej. In okolikor ne najde zapolnitve, in vidimo veliko športnikov, kako je končal, a ne, tega, ker niso najdeli, so preprosto izgoreli v svoji votlosti, niso znali zapolniti stvari, ne. Zato se mi zdi, ne, da en dosežek lahko nekaj pomeni kot krona nekega procesa, ampak bolj pomemben pa je, da ima človek neko polnost v tem življenju, da ima vsak dan nekaj takega, kar ga v bistvu napolnjuje z energijo, kar mu dovaja energijo, ne pa kar mu samo jemlje energijo. To zelo hitro v bistvu nek določen interes izpari. Zato se mi zdi, da govoriti in posebej poudarjati enkratne dosežke, to, kar mi kot neka moderna družba narekovajo velikokrat radi delamo, ni primerno usmerjena, ne, in tudi po mojem mnenju je tako zelo binarno, ne, usmerjena, si uspel, nisi uspel in tako naprej, zaradi tega, ker to vprašanje je sigurno povezan z uspehom, a ne, uspeh pa v moderni družbi definirajo število ogledov, število ničev za enko, ali pa dvojko, ali pa trojko, ali kakorkoli. In bi rekel, neka včasih prav neka medijska izpostavljenost, a ne, vendar po mojem mnenju je uspeh vse prej kot to. Spoštovani profesor, jaz vas ocenjujem kot avtentičnega, etičnega, visoko moralnega, zlasti pa kot vključujočega vodjo. Opazimo vaše spoštovanje do ljudi, do sočloveka. Rada bi izpostavila vaše močno spoštovanje tako do medgeneracijskega vključevanja, do invalidov, do študentov s posebnimi potrebami, do res močnega iskrenega povezovanja. Odkje te vaše vrednote, ki vsekakor so zgled nam vsem, kako bi morali delovati in se povezovati. Lepih besed, ki sem slišal vse po mojem življenju, nisem slišal, ampak ne glede na to, bi poskušal odgovoriti na to vprašanje, ne. Moja filozofija je, da je vsak človek pomemben. Se pravi, nikoli nisem delal razlik do kogarkoli, ampak vsak ima v vidu pravzaprav človeka z njegovo dušo, z njegovim in tako naprej. Morebiti sem bil kot mladostnik zelo pretiran ali pa pretirano ambiciozen, ampak sčasoma pa sem ugotovil, ne, da je spoštovanje do vsakega človeka, do vsakega, ne glede na to, in da ga nikoli ne ocenjujem v bistvu na prvo žogo, ker nikoli ne vem, od kod prihaja.
mislim ne odkot prihaja prostorsko, ampak kaj je v življenju vse moral recimo preživeti in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je to nediskriminatornost, ampak absolutna nediskriminatornost, da je zelo bistvena in tak odnos do ljudi v bistvu je zelo, bom rekel, da je enostaven, ne? Ampak enostavno je pomirjujoč. Nikogar ni treba ocenjevati, nikomu ni treba, ne vem, pripisovati takih ali drugačnih, preprosto ljudi. Sem videl zelo veliko predsednikov, tudi kraljev, ne vem, in takih, ki niso, ali pa so imeli zelo težavo s preživetjem, pa so bili morda bolj srečni od onih prejšnjih, a ne? Zaradi tega, ker vidiš, da pač ljudje v tistem prostoru, ki so, imajo nek način preživetja, nek način čustvovanja, nek način delovanja in v tem smislu pač vsakega tako sprejemam v njegovi pač celovitosti. Okay. Dajmo se še malo dotakniti tvojega osebnega življenja, kaj rad počneš. Kaj je recimo tvoja najljubša knjiga, če nam zaupaš? Ja, jaz sem si tlele, to je pa ta vprašanja, ki sem si jih malo pripravil naprej. Zdaj, ne vem, koliko je poznano, ampak jaz že dolga leta v bistvu poskušam brati knjige z področja taoizma. In to mi je pa en budistični menih, to, kar bom povedal, to knjigo priporočil že v 90 letih v Ameriki in takrat v bistvu me tudi prvič povabil, da sem treniral nekaj časa kung fu. Ampak knjiga ta je od Daniela Reeda, Tao of Health, Sex and Longevity. To je v bistvu za mene knjiga, ki bi jo poleg še 2 drugih vzel, če bi začel goreti, bi ta knjiga v hiši, bi to knjigo s sabo vzel. Predvsem izpostavlja na nek način to triadnost, telo, duh, energija in tudi poskušam v dobrši meri pa živeti po teh principih. Seveda se v današnjem svetu zelo težko, ampak na nek način jaz sem vstopil takrat na to pot, ta menih me je pač povabil, ker je tudi na ta način živel, in takrat sem se prvič spoznal in mi je tudi priporočil, sem rekel, kaj naj pa berem, se veš, jaz sem zahodnjak, jaz mi rabimo to imeti napisano, ni samo zadošč, če mi ti poveš in tako naprej. In pa mi je pač priporočil to knjigo in jo imam praktično skozi sabo. Najljubša serija? Seinfeld, definitivno. Vse serije, mora biti 4., 5. serija, mislim, sezona, ampak definitivno. Najljubši citat? Najljubši citat sem pa moral kar veliko prebrskati, ampak rekel bi, da je tale od Lao Tseja, ki pravi v angleščini, ga bom povedal: When your work is done, then withdraw. And this is the way to heaven. Prav ta nekako subsumira ne nadutost v tem, kar si naredil, ampak v bistvu, da si nekaj zaključil in da pravzaprav, ko je tvoja naloga opravljena, odidi. Ne, da si skozi nekaj prisoten, si nekaj domišljaš. Najljubši podjetnik? 2 sem izbral, enega, s katerim se tudi osebno sodeloval v Sloveniji, Sandi Češko, in drugi sem pa zelo veliko razmišljal, pa bi sem rekel Michael Dell. Najljubša aplikacija? Najljubša aplikacija Want2Go, pa seveda zaradi tega, ker je današnji svet, to bi bilo v slovenskih, od mednarodnih je pa Keeper, zaradi tega, ker mi omogoča, da praktično vse pine, kode in tako naprej imam na enem mestu shranjene. Tako da tam je Kaj je v tvoja ljubša hrana pa hobi? Spet mednarodna je suši, in to, če se da z jeguljo, domača je pa ričet. Wow. Kaj pa kjer počneš v prostem času? Jaz imam v bistvu 3 take stvari. Eno je recimo prebiranje te duhovne literature, drugo je ta, recimo kot nastavek nekega športnika, je ta meditativna hoja in tretje pa v zadnjem času se je razvilo v bistvu nek odnos do vrtnarjenja. Profesor, jaz bi imela še veliko vprašanj, toliko let se poznamo in sem sodelavka, ampak dejansko bi pa z moje strani zaključila z vprašanjem, kaj si na profesionalnem življenju še želite doseči?
je moč še kaj doseči? Ja, zdaj, če bi rekel še ena knjiga, še en članek in tako naprej, verjetno to bi bila ekstrapolacija tega. Mislim, da je en izziv, ki smo si ga tudi mi zastavili, v bistvu ugotoviti, bi rekel, neko kodo družbe, ne, ki jo bo vsaj za Evropo determiniralo staranje. To se pravi, glavnih izzivov, ne, če jih profesionalno, ne, pa verjetno tudi osebno, ker bomo čedalje starejši, ne, ampak profesionalno je v bistvu ugotoviti, ne, kako bo družba funkcionirala ob starajočem prebivalstvu. Ne, mi vemo, da to statistike in so tako naprej, ker bo to determiniralo migracije, determiniralo bo službe, determiniralo bo način življenja, zdravstveni sistem, šolski sistem in tako naprej. In se mi zdi, da v centru teh izzivov, ki jih imamo za prihodnost, je ugotoviti, kako bo ob staranju, ob starajoči družbi funkcionirala družba. Mislim, da to na prvi pogled deluje tako, kot pač, ampak po mojem mnenju je to v kodi funkcioniranja bodoče družbe. Super, hvala. Še z moje strani zadnje vprašanje, profesor. Jaz bi si tudi sposodil nekaj, kar ste me že zelo na začetku naučil, in sicer, Simon, na koncu vsakega predavanja moraš ponoviti 3 ključne točke, ki želiš, da si jih poslušalci zapomnijo. Pa me zanima v bistvu z vaše strani neki 3 nauki za vse naše poslušalce, ki bi jih radi poudaril. Ja, seveda je težko subsumirati, ne, iz razgovora, ki se je dotikal različnih področij življenja in tudi, bi rekel, družbe. Zato sem si malo to naprej pripravil. Kaj so 3 točke, ki bi jih na nek način izpostavil, in prva je avtentičnost, ki pove, kdo si, vztrajnost, ki da smer, kaj si želiš, in duhovnost, ki da stvarim smisel. To bi bile te 3 zaključne, tako da mislim, da če bi preživel, ali pa če bi jih kot rdečo nit, ne, bi te 3 najdel praktično vseh svojih, da tako rečem, vsaj v zadnjem času svojega življenja. Hvala. Zdaj, z nami je bil profesor dr. Vlado Dimovski, vrhunski športnik, mentor, ekonomist, svetovalec, inovator, avtor številnih knjig in publikacij in pa seveda redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zdaj, jaz sem zelo hvaležen in si štejem v čas, da si se odzval v našem povabilu in delil z nami res tvoje neprecenljive nauke in pa tvojo življenjsko zgodbo. Hvala. Ja, Hvala, tudi vam. profesor. Vse dobro.